Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Zdravo, živo, slavo! Danes bomo govorili o tistih trikih, ki nam pomagajo, da dejansko naši hormoni delujejo bolj pravilno, bolj uravnoteženo, kajti ravnotežje in ravnovesje sta drugi besedi za zdravje. V 20 minutah boste slišali nekaj zanimivih nasvetov, vam pa moram povedati, da 20 minut absolutno ni dovolj, da bi lahko sami začeli in obvladovali to situacijo. Zaradi tega prirejamo delavnico hormoni, zdravje in pomlajevanje, oziroma pomlajevanje, zdravje, hormoni, hormoni, zdravje in pomlajevanje, ki se bo torej zgodila kaj kmalu, in na tej delavnici bomo nekaj ur namenili tako vsebini, tako praktični izvedbi vsega tistega, kar je pomembno za to, da dosežemo neko dolgoživost ob ustrezni kvaliteti življenja in seveda, da smo zdravi. In da smo zdravi, potrebujejo biti naši hormoni v ravnovesju. Ne glede na to, katere knjige boste brali, ne glede na to, katera strokovna predavanja boste morda poslušali, ali ne glede na to, v katero privatno kliniko se boste morda odpravili po svetu, povsod vam bodo povedali enako. Prva zadeva, ki je prvi korak pri vseh boleznih in bolezenskih stanjih, pri vseh tudi slabim počutju, mogoče celo ščitničnih težavah in tako naprej, je dejansko ta, da znižamo torej nivo kortizola, torej stresnega hormona. Velikokrat tudi pridejo kakšne težave, pa nam rečejo, pa ja, malo se sprost, pa bo vse v redu, malo sproščenosti. To pomeni, da moramo znižati nivo kortizola. Ampak kortizol, ki je stresni hormon in kateri je torej prvi korak pri vsaki tudi anti-age medicini in tako naprej, ni point, da ga samo znižamo, point je, da ga uravnovesimo. Zakaj? Glejte, tukaj imamo dve krivulji, ki ne kažeta gospodarsko rast in razvoj, ampak kažeta, kako in kaj se dogaja z našim hormonom kortizolom. Če imamo zjutraj dovolj energije, da skočimo iz postelje polni energije in naredimo juhu, potem to pomeni, da je naš kortizol ok in da je dovolj visok, kar mora biti zjutraj, in zvečer mora biti nizek, zato da lahko zaspimo. Torej zvečer nizek, zjutraj pa visok. Kortizol je namreč zelo pomemben. Zdaj pa večina ljudi ima pa drugačne težave, ima pa ravno kontra to krivuljo. In potem pravijo, da se zjutraj zbudijo, kot da bi jih povozil vlak, da rabijo imeti 10 budilk, pa še to lahko kakšno prespijo, da so popolnoma brez energije, in poznam takšne ljudi, pri katerih velja nenapisano pravilo, ne se z mano pogovarjati, vsaj 2 uri, ko se zbudim. In takšni ljudje, ne da niso jutranji tipi, takšni ljudje imajo dejansko težavo z neuravnovešenim kortizolom. In tukaj je prvi trik. In ta prvi trik, da dejansko uravnovesimo kortizol, da se zjutraj naredi, je povezan z našimi očmi in je povezan z jutranjo aktivacijo kortizola na mrežnici. To je trik za obvladovanje hormona kortizol. Torej, kaj to pomeni? Takoj, ko se zjutraj zbudimo, za 15 minut magari hitro na sonce, in če ni sonca, ven na naravno svetlobo, da dobimo svetlobo, kajti naše oči so povezane z vsemi ostalimi zadevami potem kasneje. In to je prvi trik. Torej, prvi trik, ki bo pomagal pri kortizolu, je definitivno ta, da imamo zjutraj 15 minut, vsaj 15 minut na sončni svetlobi, naravni svetlobi, tudi če je oblačno, dejansko sonce je vedno prisotno, veste. To je prvi trik. Gremo naprej na naslednji trik. Naslednji trik je povezan s hrano, in sicer stradanje redi.
Dobra novica, ne? Večina ljudi misli, da bi morali za dobro in lepo in fajno postavo, da bi morali dejansko manj jesti oziroma stradati. Pa je to zelo, zelo narobe, še posebej narobe pri ženskah. Raziskave so namreč pokazale in dokazale, da imamo ženske, kadar smo lačne, še višji nivo stresa kot dejansko moški. Kaj to dejansko pomeni? Ženska ne sme biti lačna. Zakaj ne sme biti lačna? Zaradi tega, ker bo tečna. Zaradi tega, ker jo bo to spravil iz tira. Torej, žensko še toliko bolj kot moškega, kajti hormoni pri ženski delujejo drugače kot pri moškemu. In to je drugi trik, ki ga je vredno upoštevati. Torej, stradanje redi, nikoli ne pride do tega. Tretji trik za obvladovanje hormonov pa je pametna uporaba adaptogenov. Zdaj, moram reči, da na sami delavnici pomlajevanje, hormoni in zdravje, ki se bo torej zgodila na to čudovito soboto v Ljubljani, v učilnici osnovne šole za Bežigradom. Tam bomo to konkretno obdelali, kdaj, kako, zakaj in na kakšen način. Ampak za samo osnovno razumevanje pa gre pri adaptogenih za rastline, ki rastejo v težkih življenjskih okoljih, v težkih razmerah, zaradi katere razvijajo tako imenovane sposobnosti adaptacije, ki jim omogoča, da se adaptirajo, kadar je zunaj -50, -60 stopinj Celzija in kadar je poleti +30 stopinj Celzija. Da se adaptirajo, kadar so ogromni, zelo močni sončni žarki in tudi recimo, kadar jih ni po dolgo časa. Da imajo zemljo, ki ni tako zelo bogata z minerali ali pa da rastejo na zelo visokem in nedostopnem področju. Torej, te adaptogene sposobnosti pa lahko določene rastline prenesejo tudi na človeka. In tukaj torej ne govorimo o bioidentičnih hormonih, tukaj torej ne govorimo o sintetičnih zdravilih, tukaj govorimo o hrani. In kot je rekel Hipokrat, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Torej, katera hrana in katere rastline nam lahko pomagajo pri postavi, pri zdravju ščitnice, zdravju dejansko naše maternice, zdravju naših jajčnikov, pri menopavzi, potem pri vseh teh takih in drugačnih ženskih težavah, kajti ta delavnica je namenjena ravno ženskam. In pametno je torej uporabljati adaptogene. Zdaj pa vam povem, kateri je slovenski najmočnejši adaptogen, torej tisti, ki raste v Sloveniji. Pokažem vam fotografijo. Tadam! Torej, fotografijo. A prepoznate tole rastlino? To je trpotec. Torej, najmočnejši slovenski adaptogen je trpotec, ki pravzaprav raste povsod. Imamo ga za neko tako plevel, pa vendarle ta trpotec je čudovita in odlična okusna solata, ki nam bo tudi ponudila zelo fajn učinkovine. Seveda so najmočnejši adaptogeni rožni koren, eleuterokok, čaga, potem imamo tudi sveta bazilika in še marsikaj drugega. Torej, pametna uporaba adaptogenov je eden izmed trikov. Tukaj se bomo bolj ustavili torej na sami delavnici, ki bo torej v Ljubljani, in gremo na naslednji trik. Naslednji trik, ki je povezan z hormoni, pa so rumena očala. Torej, zvečer nosite rumena očala. Zakaj, hudiča, bi pa zdaj hoteli, da nosite, ne? Kaj? Mislim, kakšna rumena očala? V čem je finta rumenih očal? Zelo preprosto. Zjutraj in zvečer. Kaj imamo zjutraj in zvečer? Imamo sončni vzhod in imamo sončni zahod. Tako sončni vzhod kot sončni zahod imata spektre barvne, rumene, oranžne in rdeče barve. In to so barve, ki so naravno v našem telesu povezane z nekim procesom zbujanja oziroma nekim procesom umirjanja. In kaj je tukaj pomembno? Kaj je tukaj bistveno?
modra svetloba. Modra svetloba, ki dejansko pride iz luči, ki pride iz mobitelov, ki pride iz televizije, ki pride iz tablice, ki pride iz vseh ekranov in LED luči, ki jih imamo doma, nas moti. Moti naš hormonski sistem, predvsem tvorbo melatonina, ki je od 9 pa do 2 zjutraj nekje, in to se ne zgodi. In če se melatonin ne tvori, se ne tvori rastni hormon, ki pa gladi gube, vpliva na elastičnost kože in tako naprej in tako naprej. Torej, modra svetloba je tista, kateri se moramo izogibati. In po 6. uri popoldan naj sploh ne bi uporabljali dejansko kakršnokoli tehnologijo v smislu ekranov, kar pa lahko naredimo trik, če vendarle moramo to uporabljati, pa je, da nosimo rumena očala, seveda, ne? Kajti rumena očala, rumen spekter bo pa blokiral modro svetlobo, in ko bo blokiral modro svetlobo, nam bo naredil bolj rumeno svetlobo in danes že imate brezplačne programe, ki vam na računalniku torej spremenijo to svetlobo, da bo ta svetloba bolj rumena. Tako, kar nekaj je teh stvari, pa gremo na naslednjega. Torej, naslednji, ki je na nek način tudi zadnji izmed teh najpomembnejših trikov, pa je, da si posončite spolovila. Ja, čudno se zdaj to sliši, ne vem, če imate niti to možnost in priložnost, ampak dejstvo je, da je vitamin D, torej vitamin D, pravzaprav predhormon. Torej, vitamin D je izjemnega pomena in strokovnjaki, zdravniki se strinjajo, da bi ga morali dodajati vse tja od septembra pa vse tja do konca meseca maja. V tem času namreč nimamo sonca pod pravilnim kotom, ki bi nam omogočal vsrkavanje predhormona vitamina D in zaradi tega se moramo sončiti. In ko se sončimo, se dejansko zgodi to, da absorbiramo vse te zadeve vase in vitamin D je bistvenega in ključnega pomena za ogromno procesov. In danes z vsemi temi sodobnimi raziskavami, ki so bile namenjene in narejene, dejansko ugotavljajo, da je vitamin D povezan, pomanjkanje le-tega, povezano z več kot 14 vrstami raka, z pojavom avtoimunskih bolezni, z osteoporozo, osteopenijo, skratka, ne samo težavami s kostmi, ampak dejansko tudi z ostalimi težavami. In torej bistveno je, tudi kadar ste na robu tega, da boste zboleli, zdaj se mi zdi, da je ogromno ljudi bolnih, prehlajenih na kakršenkoli način, ogromne količine vitamina D je treba spraviti vase, tako pravijo mnogi, tudi recimo krasen članek o tem v knjigi Longevity Paradox. Skratka, kakršnokoli literaturo boste brali na temo pomlajevanja, dolgoživosti, vitalnosti in seveda urejevanja hormonov, vitamin D je pomemben. Zdaj pa tako. Pri vitaminu D smo torej rekli sončenje. In obstaja en del telesa, katerega je pa še posebej fajn sončiti v zmerni varianti seveda, kajti to bo omogočalo veliko večjo torej absorpcijo in to je, kadar sončimo spolovila. Ja, spolovila so namreč tista, preko katere se torej absorbira več vitamina D. In drage ženske, 10-15 minut sončanja spolovila ob ustreznih urah, ki je v urah, ko je sonce najmočnejše in najvišje, bo fantastično delovalo na vsrkavanje vitamina D. Kajti tolikor, kolikor si ga pridobimo poleti, tolikor ga dejansko kurimo po zimi in zelo hitro nam ga zmanjka, zato ga je seveda treba dodajati. Ampak na takšen način bomo pospešile. Zdaj pa poglejmo še enkrat, kaj vse smo našteli.
In seveda, o čem vse bomo še govorili na delavnici? O veliko, veliko večjih stvarih. Ampak tako na hitro pa lahko naštejemo tole. Torej, prva zadeva, kot smo rekli, je aktiviramo mrežnico. Torej, jutranja aktivacija kortizola na mrežnici, to pomeni, da ko se zbudimo, gremo hitro za 15 minut na sonce, na svetlobo, tudi kadar je oblačno. Stradanje redi. To pomeni, da ženski, zato da lahko zniža kortizol, torej ne pusti, da je lačna, ima zmeraj nekaj s sabo, kakorkoli pač že. Potem tretja zadeva, da uporabljamo adaptogene in to na pameten način. Pri tem, da uporabljamo tudi slovenski adaptogen, si ga sami naberemo, to je trpotec, najmočnejši slovenski adaptogen. Potem naslednji trik je, da nosimo rumena očala. Ali z drugimi besedami, če ne nosimo rumena očala, da dejansko in še enkrat ne uporabljamo po 6 uri nobenih ekranov. Tudi televizija ne, računalnika, potem imamo različne tablice in seveda tudi, da doma zamenjamo te bele, modre svetlobe v tiste rumene, retro, takšne, kot so bile včasih. Modra svetloba je namreč izjemno škodljiva in moti tvorbo različnih hormonov, med drugim tudi melatonina, ki je bistven in potem kasneje zmoti tudi delovanje rastnega hormona in vseh ostalih. Bi bila pa definitivno še bistvena zadeva ta, da omenimo, da si je še kako koristno, da sončimo svoja spolovila. Na takšen način namreč bolj absorbiramo vitamin D in to je bistvenega pomena, kot smo torej rekli. Ja, jaz mislim, da je skrajni čas, da naredite nekaj zase in da si nekaj ur namenite za svoje lastne telo, za svoje lastne zdravje in seveda tudi za lepoto. Ta delavnica je tista, ki je namenjena vsem tem. Na delavnici bomo na tole soboto govorili tudi o drugih stvareh, mnogih drugih stvareh. Govorili bomo o črevesju, govorili bomo o negi kože, govorili bomo o negi las. Na kakšen način, torej brez nekih lepotnih tretmajev, brez botoksov in brez dragih krem, pridemo do tega, da bo naše telo, naša koža, da bo sijoča, prehranjena, kajti v ajurvedi procesu staranja pravzaprav rečejo dehidracija, kar pomeni, da obstajajo načini, katere torej lahko uporabimo, zato da bomo mlajši, lepši, dlje časa, kljub onesnaženemu okolju, v katerem danes živimo. Veliko tega mojega znanja prihaja ravno iz azijskih dežel, katere sem obiskala. Moram reči, da ravno Japonska, Koreja, tudi Kitajska je tista dežela oziroma so tiste dežele, kjer ženske izgledajo precej mlajše, ker poznajo te skrivnosti, vedo, kaj dodati v hrano, vedo, kaj odstraniti iz hrane in vedo, na kakšen način uravnotežiti vse te naše hormone in na kakšen način torej doseči vitalnost, dolgoživost in lepoto. To je predavanje, na katerega enega razprodanega smo že imeli v mesecu aprilu. In ja, to je absolutno predavanje, na katerega se pripeljejo ljudi iz različnih koncev Slovenije, kajti to predavanje je investicija v vašo lepoto, pomlajevanje, v vaše zdravje, vaše hormonsko ravnovesje in na takšen način boste izvedeli tehnike, načine, ki jih boste lahko uporabljali celo življenje. Preverite razpoložljivost te delavnice, kajti v učilnici, to je namenjeno zgolj majhni skupini, to bo namenjeno na 026200 230 ali pa če poklikate klepetobkavi.si. Vabljen. Najbolj pomembna živila na svetu so alge. Kot prvo spirulino in klorela je izpostavil, takoj zatem pa rjava morska alga.